Sem bil zadnjič na rojstnem dnevu otrok in se pogovarjam s kolegom, ki je ribič. Živi v Ljubljani tako kot jaz in gre vsak vikend na obalo loviti ribe. Pravi, da bi si takoj nabavil električen avto, če bi lahko v enem dnevu prišel tja in nazaj. Prav, da ne more. A ja, nova naloga zame. Za cilj sem si izbral Izolo, ker mi je všeč. Lahko bi šel recimo tudi v Koper, Portorož ali Piran. Povsod imajo električne polnilnice, če bi res rabil, ampak imam polno baterijo, sem je napolnil čez noč in doseg je bil ob štartu 380 km. Zunaj je 10 stopinj, ja, mi je kar mrzo maj letos, se pa verjetno ogrel do blizu 20, ko pripeljem do morja, kar pa je že idealna temperatura za električne avte. Tukaj sta zanimivi dve zadevi. Prva je ta, da so litij-ionske baterije precej nerade na mrazu, zato se takrat še kako pozna, da imajo električni avti manjši doseg, po naših testih tudi do četrtino. Veliko energije gre tudi za ogrevanje, ob vklopu je bilo recimo 13 km razlike, če sem tukaj le vklopil gretje. Če ste sami v avtu, si lahko celo s stilnim gumom nastavite, da greje ali pa hladi samo vas, s čimer tudi prihranite nekaj energije. Nisem pa sam tiste vrste voznik, ki bi se po zimi vozil, ne vem, v 3 puloverjih, pa še v bundi, da bom ja prevozil še tistih 20 km več z enim polnjenjem. Vožnja mora biti najmanj enako udobna, kot pri klasičnih avtomobilih. Ok, zdaj sem že na našem največjem viaduktu, Črni Kalj. Še malo bomo videl naše dragoceno morje. Doseg pa še vedno 259 km. Hitrost imam nastavljena na tempomatu, ves čas točno 130 km/h. Kaj bi se ti jazil s tovornjaki? Zaenkrat me doseg čisto nič ne skrbi, ker vem, da bom normalno pripeljal do cilja. Za nazaj bomo pa še videli. Izola! Vem, da bi bilo za kolega ribiča zdaj 10-krat bolj dramatično, če bi me skrbeli, ali mi bo uspel in da bo videl razplet te neverjetne drame po oglasih. Pa je bil klanc dol in piše, da lahko še vedno prevozim 248 km. Ok. Polnilnico sem najdel v Mandraču, tukaj lahko polnim do 2 uri 7 kW, kar pomeni nekaj 14 kWh in s takšno vožnjo kot do zdaj bi prevozil naslednjih 60 km. Ok, zdaj pa... Ne! Pozabil sem ribiške palce. Kjer kreten, no. In zdaj obstajata dve opciji, da grem na ribe tja ali v restauracijo ali pa v žalosti nazaj domov. Zdaj sem žalosten in se peljem nazaj proti Ljubljani, ampak zdaj me čaka dolg klanc gor. Že pri Kozini se cesta uspe do 500 metrov nad morjem, pri Razdrtem in Ravbar komandi še malo višji, to pa se pri porabi pozna. Sploh če stalno vzdržujete hitrost 130 km/h, ker se tukaj v klanc večina voz počasneje, ko kakšni avti komaj sopihajo. Na primorski avtocesti so sicer kar 3 hitre polnilnice, torej čez palc ena na 30 km, pri Kozini, pri Ravbar komandi in na lomu. To pomeni, da praktično nikjer ne morete ostati na cesti, če je baterija res toliko prazna, da jo morate polniti. Polnito je pa vedno samo toliko, da pridete do doma. Več nima smisla, ker je dražje in zamudno. Če sem prej govoril o mrazu, po drugi strani baterij nič ne moti vročina. Baje se čisto dobro počutijo tudi do 50 stopinj. Večja poraba je samo zaradi odklopljene klime, pri avtomobilih kot je tale Kona, pa tudi zaradi tekočinskega ogrevanja oziroma hlajenja baterije. Ja, res je zato nekaj večja poraba elektrike tudi med samim polnjenjem, ampak ne bi pa po drugi strani baterija zato tudi živela dlje. Zdaj pa trenutek resnice. Trenutek, ki bo zavedno zapečatil usodo kolega ribiča. In trenutek, ki bo odločil o tem, če bom doma že v 2 ali šele v 2 pa 10 minut.
Ok, namenoma sem se ustavil pri tej zadnji hitri polnilnici na lomu, da vam pokažem, koliko juica je še ostalo v bateriji. In rezultat je... Pa kaj zdaj snemaš tam dol? Daj, mene snemi, če sem hotel zdaj... A snemaš, ok. Gledam, rezultat je 118 km, do doma imam pa še 45. Frank, lahko greš v enem dnevu ribe loviti, tudi če imaš barko v Luciji, ne bo nobenih problemov. Če se boš preselil v Maribor, boš pa pač naredil en postanek vmes.